Pozdravljeni, danes se bomo poglobili v fenomen imenovan Apple. Skupaj bomo raziskali, zakaj so njihovi izdelki tako prepoznavni, tako vplivni in seveda, zakaj imajo tako visoko ceno. No, pa se lotimo tega. Vse se začne z enim res osrednjim vprašanjem. Kako je mogoče, da je nekaj tako drago in hkrati tako neverjetno priljubljeno? Hitro ugotovimo, da to ni zgolj tehnično vprašanje, ampak gre veliko globlje, v polje psihologije. In tu se skriva ključ. Hitro postane jasno, da z nakupom Applovega izdelka ne kupimo samo naprave. Ne, kupimo idejo, vstopnico v nek poseben svet. Apple je namreč skozi leta res skrbno zgradil svojo identiteto. Niso samo proizvajalec, postali so arhitekti celotnega življenjskega sloga. Torej, ne gre več samo za naprave. Gre za občutek pripadnosti, za občutek varnosti in, kar je morda najpomembnejše, za občutek ustvarjalne moči. Ampak, da bi resnično razumeli ceno, moramo iti na sam začetek, k temeljem. Pogledati moramo Applovo osrednjo filozofijo. Vse se namreč začne pri njihovem edinstvenem pristopu k tehnologiji. Njihov cilj je bil od nekdaj kristalno jasen. Ne želijo biti zgolj še ena tehnična izbira. Želijo biti simbol ustvarjalnosti, inovativnosti. Povedano drugače, Apple ne prodaja funkcij, ampak obljubo, da si z njihovim izdelkom drugačen. In tukaj je tista ključna razlika. Poglejmo, medtem ko se tekmeci osredotočajo na surove tehnične specifikacije, gigaherce, megapiksle, Apple daje prednost nečemu drugemu, in sicer temu, kako se naprava občuti v roki v uporabi. Ne sprašujejo, kaj naprava zmore, ampak kako se ob njej počuti uporabnik, in s tem jim uspeva nekaj izjemnega. Tehnologijo povežejo s čustvi. Ta njihov slavni minimalistični dizajn, to ni samo stvar estetike. O ne, to je zelo premišljena strategija. Cilj je, da se zmogljiva tehnologija naredi kar se da preprosta in dostopna. Ideja je, da se mora tehnologija umakniti v ozadje, da lahko v ospredje stopi človek in njegova ustvarjalnost. No, in zdaj pridemo do naslednjega, izjemno pomembnega dela odgovora. Gre za ta močan, medsebojno povezan svet, ki ga je Apple zgradil okoli svojih izdelkov. In to je morda njihov absolutno najmočnejši adut. Temu pravimo Applov ekosistem, ki deluje kot nekakšen strateški jarek okoli gradu. Ko uporabnik enkrat vstopi van, ga ta gladka, brezhibno integrirana izkušnja tako posrka vase, da postane selitev na katerokoli drugo platformo, no, recimo da zelo težka. In kako to deluje v praksi, ta brezhibna integracija, ki jo poganjajo funkcije kot sta recimo AirDrop in Handoff, ustvarja nekaj, čemur pravimo učinek zaklepanja. Pomislimo, ko enkrat začnemo delati na Macu in potem brez problema nadaljujemo na iPhonu, si je res težko predstavljati svet brez te povezave. Torej, poudarek je na tem, ne kupujemo le posameznega izdelka, ampak vstopamo v celoten medsebojno povezan svet. V redu, filozofija in ekosistem sta en del zgodbe, ampak poglejmo zdaj še malo pod pokrov. Poglejmo k tehnični utemeljitvi te premium cene. Kaj se v resnici skriva za to popolnoma gladko zunanjostjo? In tukaj naletimo na Applovo pravo skrivno orožje. To je nekaj, čemur pravimo vertikalna integracija. Sliši se tehnično, ampak pomeni nekaj zelo preprostega. Popoln nadzor. Nadzor nad skoraj vsakim vidikom svojih izdelkov, od najmanjšega čipa v notranjosti pa do zadnje vrstice programske kode. In kaj ta nadzor pomeni za uporabnika? Ker Apple oblikuje tako lastne procesorje kot lastno programsko opremo, lahko dosežejo raven optimizacije, o kateri drugi samo sanjajo. Rezultat? Hitre, zanesljive naprave. Naprave, ki delujejo dlje in, kar je zelo pomembno, prejemajo posodobitve vrsto let. In to je tisto, kar na dolgi rok dejansko upraviči višjo začetno investicijo. Ampak tehnologija pa, čeprav je vrhunska, ni vse. Obstaja še ena, morda celo močnejša komponenta Applovega uspeha, in to je psihologija. Nikoli ne gre samo za to, kaj naprava zmore. To se najbolje vidi v njihovem marketingu. Applovo trženje je, mojstersko. Ne osredotočajo se na specifikacije, raje pripovedujejo zgodbo. Zgodbo o človeški izkušnji, o tem, kako zajeti nepozabne trenutke, kako izboljšati zdravje, kako spodbuditi ustvarjalnost. V bistvu nas vabijo svojo zgodbo, ne pa k branju tehničnega priročnika. Poglejmo samo en konkreten primer. Cena za navaden, preprost etui za telefon, ki znaša tudi $200.
To je popolnen dokaz, kako Apple vzame vsakdanji predmet in ga povzdigne v luksuzno blago. S tem svojo znamko jasno pozicionira kot statusni simbol. In pridemo do ključne ugotovitve. V svetu luksuza cena ni samo strošek, sploh ne. Postane del privlačnosti, je nekakšna simbolna ovira, ki ustvarja občutek ekskluzivnosti in hkrati pripadnosti za tiste, ki si jo lahko privoščijo. Torej, če vse te niti povežemo skupaj, filozofijo, ekosistem, tehnologijo in psihologijo, ugotovimo, da Appleov izdelek res ni več samo pripomoček. Postal je kulturni objekt, postal je del naše družbe. Samo poglejmo si to časovnico. Jasno kaže, da Apple nikoli ni zgolj sledil trendom, vedno jih je ustvarjal. Od Macintosha, ki je demokratiziral računalništvo, do iPhona, ki je definiral sodobni pametni telefon. Oblikovali so globalno kulturo, kar so znali prepoznati potrebe, še preden smo si jih sploh zavedali. In tako se je zgodila transformacija. iPhone danes ni več samo telefon, ampak je postal modni dodatek. MacBook ni samo prenosnik, ampak orodje ustvarjalca. Apple je uspel tehnologijo spremeniti v del osebne identitete. Kaj je torej odgovor na naše začetno vprašanje? Ta visoka cena je vsota vsega, o čemer smo govorili. Filozofija oblikovanja, brezhibnega ekosistema, vrhunskega inženiringa in seveda močne psihologije prestiža. In vse to nas na koncu pusti z enim samim vprašanjem za razmislek. Ko tehnologija postane neločljiv del naše identitete, kaj je potem sploh naslednji korak?